Dragi spremljevalci oddaje Reflektor, lepo pozdravljeni. Danes je z mano v studiu oče 4 otrok, tudi že dedek, predavatelj, bloger in farmacevt. Aleš Čerin, lepo pozdravljen. Pozdravljena. Farmacevt rečeš, da si na zadnje, oziroma bolj na zadnje mesto postavljaš. Na prvo pa drugačne vloge. Ja, še na prvo mesto postavljam, da sem mož. Na zadnje mesto pa farmacevt verjeten, zato ker že dolga leta nisem farmacevt. V bistvu, že takoj, ko sem šel v službo, nisem opravljal tipično farmacevtskega dela, če tudi v farmacevtski industriji. In tako, skozi kariero sem postajal vedno manj farmacevt. Na koncu sem pristal v tem, da se ukvarjam z zakonci, seminarji za zakonce, z zakonskimi skupinami, ker nima čisto nič več opraviti s farmacijo, razen to, da dobri zakoni potrebujejo manj farmacevtskih produktov. Dobro. Ja, z ženo Marinko vodita Diževe skupine, Družina in življenje. In ena izmed tematik, ki se je tudi danes dotaknila, je tudi tema financ. Ja. To se mi zdi taka tabu tema, no, za današnji svet mal, pa vse bolj potrebna, no, sploh za najstnike, mlade in tudi za zakonce. V bistvu govorimo veliko o denarju, ne? Kako ga porabljamo, kam gremo, to je vse zdaj povezano z denarjem, kje preživljamo dopust, evo, povezano z denarjem. V bistvu se ne pogovarjamo o denarju na božji način, mi dva prava, no? Tako, da vključujemo Boga. Pravzaprav niti, ko se kakšne pomembne finančne odločitve lotevamo, ne povabimo Boga v te odločitve. Ne? Kakšen Gospod je pa tvoj načrt v tej najini? Mi dva misliva takole, kaj pa ti misliš? Ne presojamo v tej luči. Ja. Tudi kristjani ne. Ja, saj to me zanima. Kako bi lahko kot kristjan v tem potrošniškem svetu lahko mi živeli? Zdaj, kako si ti rastel v tej temi? Kako ravnati s financami kot kristjan, ne samo kot potrošniški človek. Ja, kristjani smo vse, in potrošniki, in zaslužimo denar in ga porabljamo in ga tudi zapravljamo. To je razlika med porabljati in zapravljati. Ampak vendar, jaz hvala Bogu prihajam iz katoliške družine. Sem hvaležen za to katoliško vzgojo, sem tudi hvaležen, da pravzaprav za to, da smo živeli v skromnosti. Jaz sem prvi od otrok v družini in takrat je bila skromnost največja. V eni taki preprostosti smo živeli, tudi časi so bili bolj taki, pa vendar se je tudi takrat dalo razmetavati z denarjem in sem opazoval situacijo, kako sta bila oče in mama si edina tu v denarju. Ja, ne vedno, ne, ampak prizadevala sta si za edinost na področju denarja. To sem potem nekako kar potegnil nezavestno, seveda, v najin zakon in tudi midva sva takoj postavila temelje v smislu ne moj in tvoj denar, ampak najin denar. Nisva pa še naredila enega preskoka naprej, o katerem zdaj na seminarju najin odnos do denarja učiva. Ja, povej več. Ne najin denar, ampak kaj? Ne, mislim, saj prvi preskok je pomemben, da se razumemo. Ja. Mnogi zakoni so na nivoju moj denar, tvoj denar, to sem pa jaz zaslužil, pazi, ne? Ti si pa manj zaslužila, ne? Tukaj stalno, ne? Se pravi, zakonci, saj, če bi že to naredili od moj, tvoj na najin, to sva pa midva zaslužila in to sva midva porabila. Toliko in za te namene sva midva porabila, tudi če je šlo za moje superge. Ja. Tudi če je najin šlo denar, za nekaj ženinega. Ta preskok je izjemno pomemben in na seminarju želimo, da zakonci najprej ta preskok naredijo. Potem pa v Svetem pismu je zapisano, kaj pa imaš, česar nisi prejel? Kaj imaš, česar nisi prejel? Zakaj bi se ponašal, če si pa vse prejel? Kaj se ponašaš, kaj zdaj? Pravzaprav smo res vse prejeli. Smo prejeli in telo, smo prejeli talente, smo prejeli čas v neki dobi našega življenja. In ta, ne vem, jaz pravim, Bog mi je dal glavo, da sem lahko doštudiral. A imam jaz kakšno zaslugo za to? Ja, prav nobene tako manj, da sem tisto težko farmacijo, pifersko lahko naredil, da sem šel lahko v neko službo, da sem
tam lahko napredoval z nekimi naravnanostmi, ki mi jih je Bog dal, z nekimi talenti, z odnosom do ljudi, karkoli je bilo. Če kaj imaš, česar nisi prejel. In evo, tole je. Denar, ki nam ga Bog dovoli zdajle imeti. Bog je lastnik. Če je lastnik mene, lastnik mojih talentov, mojega časa, je tudi lastnik mojega denarja. On je lastnik in mi smo oskrbniki. Tako vodimo mi ljudi, tako postopno, no, v teh 2 stopnjah vodimo ljudi do tega, lej Bog, tvoj denar, ne? Ja. Ampak potem rečemo, dajmo stalno, ko govorimo najin denar, imeti nekje v ozadju stalno, da ta najin denar je pravzaprav od Boga. Tako, zanimivo je bil en mož, ko smo naredili seminarju refleksijo, kaj neseš domov, je rekel, jaz nesem tole domov. Je rekel, prišel sem z najinim avtom, prihajam pa s posojenim avtom. Super. Je naredil ta preskok, zelo jasno je povedal, da bo to nesel domov, da je naredil to paradigmo. In ko, tudi v poslovnem svetu, ko je menedžer nastavljen od koga je nastavljen? Od lastnika. Da dobro upravlja z denarjem lastnika. In lastnik, Bog v tem primeru našem, želi, da tudi mi dobro upravljamo z denarjem. In če ne upravljamo z denarjem, nam skrbništvo vzame. Pred časom smo imeli tole priliko, smo brali v cerkvi o krivičnem skrbniku, ki mu je bilo skrbništvo oduzeto in nam je oduzeto. In Bog ne blagoslavlja situacij, kjer ga mi ne upoštevamo. Ko mi ne upoštevamo njegovega načrta za denar. Bog je pa, vemo, dober oče. On ima dober načrt za naše življenje. Ima dober načrt za tudi naš denar. Zdaj pa pojdimo pogledati Sveto pismo, kaj Bog pravi o denarju. In veliko govori o denarju, neverjeten. Res je. Ja, več. Več kot sam še v nebesih, več kot v nebesih in peklu skupaj govori o denarju. 1/6 prilike o denarju. Ogromno, dajmo malo pomisliti, denar je materialno. Mi že na začetku razčistimo na seminarju, ko rečemo denar, pomeni denar in kar denar lahko kupi, materialno, premoženje in tako naprej. In veliko govori Bog o tem, da je pejte pogledati. Če smo mi skrbniki, zdaj Bog pa tudi piše v Svetem pismu, mislim, nam tudi veleva, da pa tudi dajemo njemu nazaj en delež. Se pravi, ta prvi delež, to 10, pa naj bi dajali kristjani nazaj. Tako, zdaj pa kako ti to živiš, oziroma nekomu, veš, ki ne veruje, je to mogoče čist nepredstavljivo, ne? Vse je tudi nam nepredstavljivo, ne? Mi pravimo, najprej pejte spremljati vajen finančni tok. Koliko pride v vajno življenje, koliko vaju Bog blagoslavlja z denarjem, ne? In potem spremljajte porabo denarja, ne? In med velikimi, v 3 velike kategorije mi razdelimo, ne? V kategorijo daj Bogu, darovanska drža pravimo, naredi si kupček za slabe čase. Namerno uporabljam tu pomanjševalnico, kupček za slabe čase in porabite za vajno življenje in življenje vajnih otrok in za tiste, ki skrbite, recimo. In Bog govori lepo o 10, na večjih koncih. Zelo značilen je odlomek v Malahiji, ko pravi Bog, jaz, Gospod, se ne spreminjam, vi pa niste nehali biti Jakobovi sinovi. Vemo, kakšen je bil Jakob, prevarant. Se pravi, niste nehali biti prevaranti in tudi mene golfate. Pa so rekli Izraelci, ja, Gospod, kje te golfamo? In potem pravi, pri 10 in darovih. Prinesite vso 10 v zakladnico, da bo zaloga v moji hiši, in preizkusite me s tem, govori Gospod, če vam tedaj ne odprem zapornic neba in ne izlijem na vas blagoslova do preobilja. Glejte, da majčkeno to razčlen, pravi lepo 10 in edino mesto v Svetem pismu, kjer Bog pravi, da ustvarjeno bitje, pomišljaj človek, lahko preizkuša
Aha, Boga je na tem področju financ. Na področju denarja. No, super. Preizkusite me s tem, če vam ne odprem zapornic neba. Kaj to velja za Izrael? Lej, dež. Tam dež ni padel vsak dan. Tam pa dež ni padel niti vsako leto vedno. Ne? Takrat je bila potem lakota. Ne? In pravi Bog, preizkusite me s tem, preneste desetino, me preizkusite, a vam ne bom držal poslov in vam dam blagoslova do preobilja. Evo, to je naše. Zdaj pa pravimo za konci, dragine. Dajte pogledati, koliko vi dajete. Ne? Mi damo kar lepo primer. Tak, malo banalen, ampak da lažje računamo. Ja. Mož zasluži 1000 evrov, žena zasluži 1000 evrov, skupaj 2000 evrov. Tako desetina. Koliko je desetina? 200 evrov. 200 evrov ponova na mesec dajala. Ne? To je tako ena taka. Takojšen odziv. Ne? Ja, dajte pa pogledati, koliko dajata pa trenutno. A je to 20 evrov? Aha, sta potem pa 1%. Aha, v redu, veste, kje sta? No, dobro, tu štartamo. Aha. Toliko je zdaj pripravljeno vajno srce. Tu zdaj štartete. Ne? Zdaj pa Bog pravi, apostol Pavel ima eno tako zelo dobro poglavje o darovanski drži, ki ga mi zelo uporabljamo. Ne? In pravi, tako le bom kar citiral. Ja, super, odlično, se strinjam. Pravi, kdor varčno seje, bo tudi varčno žel. Kdor pa obilno seje, bo tudi obilno žel. Ja, logika, kmečka. Iz kmetijstva logika. Daj sej, ne. Daj mi povej kakšno zgodbo iz tvojega življenja, ki si pa ti recimo potem res, ne vem, začel dajati desetino oziroma sta ženo. Kako te je Bog obilno blagoslovil? Imaš kakšno tako močno? Ja, se veš, mi imamo oba močne zgodbe. Ja. In jaz gledam tako, jaz pravim, da je, in potem opazuj, ne. Sej, mogoče greva v tole, pa se bo iz tega videl, veš, moje močne zgodbe. Ne? Če tole morda najprej razložim. To se pravi čist zakon kmetije, se temu reče. Ne? Ja. Sej ne. Vsakdo naj da, kakor se je v srcu odločil. Srce je tole ključno. Kakor se je v srcu odločil. Ne z žalostjo ali na silo, kaj ti Bog ljubi veselega darovalca. Ja. Ojoj, toliko časa, da bo veselo srce. Torej, preizkušaj to tvoje srce in deluj na področju srca. Jezus je rekel, večje veselje je dajati kot prejemati. Naš odrešenik je to rekel, boš to upošteval. A je srce še veselo? Dobro, zdaj sva pa 1%. Žena, kaj praviš, če gremo mi letos na 2%? Ali bo najno srce še veselo na mesec? Ne? Ja. 40. Pazite, ne? To je za 100% sva povečala najno darovansko držo. Ja, še nismo blizu, ampak za 100% veselimo se, ali je najno srce še veselo. Če ni, pejte nazaj, na 1,5%, na 1,1, ali kjerkoli. Ampak želimo, da veste, kje ste in potem preidite na procent. To je pravzaprav tudi varovalka. Če zgubi nekdo plačo, se darovanska drža absolutno zniža za ta delež. Če pa Bog blagoslavlja z več, bom pa tudi več dajal, v procentih. Ja. Potem vodimo zakonce v to, da gredo v postopno povečevanje in ko pridejo do 10%, rečejo, a se da še. Ker desetina, mi pravimo, je osnova pravzaprav. Najmanjši del, prvi del. Nam učitajo tako, to je starozavezni koncept, Jezus je pa to vse presegel. Ja, Jezus je presegel, samo on je pohvalil ljudi, ki so dajali več kot desetino. On pravi, desetino kar dajajte, ampak če pa zmorate drugače, glede na pripravljenost srca. Bog ima pa vedno obljube, veliko obljub je, božjih obljub je v Svetem pismu, pravi, Bog pa vas more obilno obdariti. Z vsakršno milostjo. Gospod, pa kakšna milost? Kaj ti v milosti govoriš? Daj mi denar. Daj mi denar, daj mi avto, daj mi to, daj mi ono. Ampak z vsakršno milostjo, tako da boste v vsem vedno imeli vsega dovolj in boste imeli izobilje za vsakršno dobro delo. Zakaj pa nama sam dovolj?
zadajati bomo imeli pa še preobilja, kaj, daj rajš obrnem to situacijo. Ampak ni, tole napisano in mi v tole vodimo. Tole je, ali mi verjamemo, da nas Bog more obdariti. Tole je naša vera na preizkušnji. A jaz verjamem, da me bo Bog blagoslavljal z vsakršno milostjo. Tako da bom vedno v vsem imel vsega dovolj. Tole je koncept točke dovolj. Ja, super. Poznanje. Zdaj pa, kako mi dva, stihijsko, kako se spodob za nas. A pride puščica do tebe, klik, vržeš neki noter, pač pogledaš, če kaj imaš, če je velika sreča pa milost, da se nam ni toliko mudil k maši, si pripravil nek drobižek, ti daj mal in tako, pač, bom pa še fajn se počutimo, ko smo neki dan. Pa ne vemo niti koliko sam, zdi se nam, da smo fajn, ker je koncert Caritas, damo neke no in drobiša, pa karkoli, vse Slovenci smo darežljiv narod, da se razumemo, darežljiv narod in se nabere, ko so akcije, se nabere. Ampak vendar, dajta računati, dajta pripravljati srce in pejta na to, kar Bog pravi, zdaj pa opazujta. Jaz sem sebe opazoval enkrat, kako sem bil v eni situaciji, ko sem opazoval mlado mater, nezakonsko mater z otrokom. Sem nekam pelal jo na nekaj, neka tvojena dobrodelnosti. In sem rekel, bom jim malo pomagal tudi finančno, negotovo v stiski, ne samo z otrokom. Ja, lepo, ampak, pazi, srce, jaz sem rekel, zdaj bom pa, sem denarnico ven potegnil in moja misel je bila, upam, da imam kakšen bankovec za 10 evrov. Ker več ne bi dal. Ja, ampak v denarnici je bil najmanjši bankovec za 50 evrov. In ker sem že točno ven vlekel, sem potem dal 50 evrov, ampak vem, da takrat ni bilo srce še pripravljeno. V tistih situacijah, v tistih časih nisem imel srce pripravljeno za tako darovansko držo. Tako da, tukaj moramo, in sem prav čutil, da še malo boli. Da je zabolel, da je zabolel, ampak pravi, ne z žalostjo, ne s silo. Tisti, ki pravijo, tudi v naših krogih se bo našlo, moraš da toliko, da te zaboli. Ne. Da si vesel. Kot je tvoje srce pripravljeno in da si vesel. Ja. To je zdaj moj primer, zdaj pa ženo tako, tule moramo iskati edinost. Ker lahko je kakšno srce, ni nujno, da sta srci moža in žene pripravljena na istem nivoju. Žena je bila veliko bolj darežljiva moja. To dobro ti rečeš, da zelo enostavno zakonci združimo spolne organe, teži pa denarnice. Zdaj nismo še... Ja, v resnici je tako, lažje se v bistvu v spolnosti pogovarjamo kot denarju. In na tem prvem večeru na seminarju gremo pravzaprav točno v to, kje imamo midva, kje sva si ne edina, kaj si ti žena prinesla iz družine, mi povej, kaj sem jaz prinesel iz družine, ti povem, in potem razčiščujeva to, kar sva prinesla iz družine, in razčiščujeva, v katerih mitih jaz živim, v katerih mitih o denarju živi ona, in potem se začneva na tem še dokaj enostavnem nivoju pogovarjati. Ampak najprej to razčistiti. Ja, seveda, to je pol tudi enost, tudi glede financ. Glej. Kot tudi Bog želi. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater, se pridružil svoji ženi in bosta eno meso. Mi prav eno meso, spolni odnos med možem in ženo. Ne, tudi skupna denarnica, pa skupna vzgoja, skupna organizacija gospodinjstva, če hočeš. Vse to je, pa še kaj je za naštet, ampak da navaš to tukaj podrobnosti. Tudi skupna denarnica. Ampak sva se z ženo spraševala, ko sva pripravljala ta seminar, a je v vsakem primeru prav skupna denarnica med zakoncema. Odgovor je ni. Kdaj pa ne? Kdaj ne? Takrat, ker razlika med zakoncema tako velika. Da pa vzemimo za primer enega valizga lenuha, dobro. Pijanca, nekoga, ki zapravi v gamblingu, v igrah na srečo.
ima težave, pač s tem. Ja. Žena, recimo, velikokrat ne, pa lepo služi, skrbi za družino. A zdaj ne imata pa skrbnar, da bo še ti zagonil. Če rečem čisto po domače. Ne. Ne. Ali pa primer, ko je nekdo izjemno zapravljiv, drugi pa izjemno skrben. Ko je ta razlika toliko velika, da je čist nepremostljiva in da bi šlo vse in da družina sploh ne bi mogla preživeti. Tu pa ne. In je treba zdaj delovati na področju zaupanja najprej med nama. Ko dva ne morata imeti skupaj denarnici, takrat se začnemo spraševati, zakaj ne. In ko to iščemo globje, pridemo potem do zaupanja. Ne zaupam ti. Ne zaupam ti in je treba začeti graditi zaupanje in potem se boste denarnici tu združili. Ne pa najprej denarnici skupaj, potem bomo šele gradili zaupanje. Ja, in potem to predajamo tudi naprej otrokom. Ampak preden greva na otroke, še eno vprašanje. Prej si govoril o darovanju. Zdaj, kako, se pravi, mi darujemo, ampak a potem samo opazujemo, se pravi, smo poklicani k temu, da kot kristjani opazujemo, kako Bog deluje, ali smo tudi v tem aktivni, v tem smislu, veš kaj mislim, da greš pa vsem do šefa pa rečeš, jaz pa zdaj že toliko več delam, ali pa ne vem, sem tudi napredoval, dobil boljši naziv, vsem bi imel pa višjo plačo. Zdaj, kaj misliš o tem? Kje pa je tle drža kristjana? Greš in se pogajaš za višjo plačo. Ja, kaj mi pravimo, je kaj, denar so hudičeve podobce, denar je zlo, denar je od hudiča, pravimo takole v tem našem krščanskem svetu. Ja, ni. Glej, v Svetem pismu imamo zapisano, korenina vsega zla je, kaj že? Pohlep po denarju. Kako mi to prevedemo? Korenina vsega zla je denar. Evo, narobe razložimo. To je čist nekaj drugega. V angleškem prevodu je to love of money, ljubezen do denarja. Ljubiš denar in upravljaš ljudi, ali kaj? Upravljaj denar in ljubi ljudi. Tako mi veliko se je to pismo kar poenostavljeno razložimo. Zdaj, in denar je zlo? Ni. Denar je navadno menjalno sredstvo, da midva namenjava ovce za pšenico in tako naprej, tako so včasih delali. Lepo prikladno menjalno sredstvo, zdaj je še to v e-obliki na vse načine, da je to novo šlo v te psihologije kartic, ampak je tudi pomembna tema. Zdaj pa, a grem k šefu in se pogajam za višjo plačo? Seveda. Kako se pogajati? Je lahko to kakšna druga tema, ampak pojdi in potem, plača se ti je povečala, fajn, Gospod, blagoslovil si me z denarjem, wow. In to ni pohlep. Absolutno se poveča, ker imamo procentno darovanje zdaj in pa rečeš, Gospod, hvala za tole milost. Evo, ne bova pa še procent povečala. In ko to delaš in opazuješ milosti, ki prihajajo, zdaj moraš pa milosti videti. Milosti niso vedno materialne narave. Milost je boljši odnos z ženo, kaj je to lepšega? Ta rast. Milost je to, da otrok pride k tebi, pa ti kako čem jaz tlele, da sploh pride k tebi, da se najstnik pogovarja. To milost moraš videti, kaj enkrat to pride, hvala, ker si prišel. Take milosti so, ali pa milost ozdravitve, oba poznamo to milost, ozdravitve, vsaj ohranjanja še nekaj časa na tem svetu. Opazuj in povečuj, pa opazuj, povečuj, pa Boga ne boš mogel premagati. Sploh ne moraš zmagati. On to daje do preobilja, to se pravi, tvoja čaša je prepolna v psalmu. Samo opazuj, ta čaša je tvoja prepolna, sam če ti v resnici opaziš to polnost čaše, da se vse preliva. Milost Božja je spravljena kot helikopter. Rada bi pristala, helikopter ne more povsod pristati. Če je poln enega grmova, enega šavja, helikopter tu ne more pristati. Ta šavja so pa naša grešna nagnjenja, zapravljanje denarja tam, kjer Bogu morda ni všeč. Da je odstrani to, milost Božja bo lepo lahko pristala. In želi pristati, samo včasih ne more. Tako je napravljen tak izraz, najbrž ni čisto pravilen. Nista še dovolj blagoslovabilna za
milost, da bi lahko pristajali. Nista še dovolj blagoslovilna za denar, ki ga pač razmetavata. Lastnik ne želi, da vidva razmetavata njegov denar. Super. Tukaj imamo še en priročnik premišljenega trošenja in bova naredila kratek predah. Naša Iza bo pa nekaj več povedala o njem. Je že tako, da moramo včasih po kakšno modrost, ki je samoumevna in domača, iti prav daleč, dobi tuje ime, vendar nam sporoča nekaj, kar bi moralo biti slehernemu blizu. Kakebo je japonski način preudarnega trošenja, beleženja izdatkov in preudarnega ravnanja z denarjem. Skozi 5 preprostih korakov in pregledni sistem beleženja odhodkov, prihodkov in razpolaganja s svojimi sredstvi, pravi 5 korakov je do obvladovanja svoje finančne situacije. Red, nadzor, prihranki, samodisciplina in samozavest. Z nadziranjem svoje porabe bomo si povrnili mirnost in tudi poskrbeli za srečnejše življenje. Na ta način bomo lahko tudi prevzemali odgovornost za sebe in za druge, za svoje bližnje. In na ta način bomo lahko tudi pomagali bližnjim, ko bomo vedeli, s kakimi prihodki razpolagamo, kako jih razporediti in komu jih namenjamo. Pojdiva zdaj še na otroke. Kako pa potem to zakonca učita otroke? Kako sta vidva učila vajine 4? Kako ravnati z denarjem, kako v tem svetu ga obračati, trošiti in vseeno imeti to v zavesti, kot si že na začetku omenil, da je vse od Boga. Ja, o tem govoriti in tako delati. Najprej zgled. Najprej zgled. In enostavno, nekateri zakonci se pred otroki ne pogovarjajo o denarju. Pogovarjata se o denarju. Dobro, res je prav, da te stvari ne grejo iz kroga naše družine. Ja. Denar je intimna tema in v intimnosti družine tudi ostane. Tako da računajmo na to, da jih družba, pomišljaj, šola, recimo banka, neka institucija ne bo naučila ravnanja z denarjem, ampak da smo za to odgovorni mi. Absolutno jih ne bojo naučili božjega odnosa do denarja. To absolutno ne. Verjetno se bo vse vrtelo v smislu poskrbi najprej zase. To pravi ta svet. Bog pravi pa poskrbi za bližnjega, kakor zase in ljubi Boga z vsem srcem, vso dušo, z vsem mišljenjem. Mi živimo v tem svetu, pa vendar nismo od tega sveta. Zato moramo mi tako namenoma delati drugače. Se pravi, konkretno. Konkretno, ja. Ne vem, imam en apartma, otroci ga ščistijo, s tem seveda je zaslužim in plačam namesto čistilke, plačam njim. Kako jih potem ta zaslužek, ki ga oni dobijo, učim lahko od majčkenega? Kako upravljajo z denarjem? Zelo dobro, da tako delaš, da imaš to naravnano. Se pravi, namesto čistilke plačam svojega otroka. Prvo, kar je, zmeniti se moramo, da se v gospodinjstvu to neka normalna gospodinjska dela ne plačuje. Da če imaš po kosilu mizo za pospraviti nož, za 5 evrov da otroku, zato ker ima mizo za pospraviti. Prvo je, živiš tule in boš prispeval. Kaj boš pa prispeval? Svoj čas, talent, roke. Boš prispeval, ker si del te skupnosti. Ne plačujemo za vsako figo. Ampak ti si zdaj omenila neko poslovno dejavnost, če sem prav različila. Tako, poseben apartma, ki se oddaja. Evo, ga oddajamo, plačevali bi snažilko. Koliko bi plačevali to snažilko? Je pač, moramo se vprašati, koliko, in ta odgovor naj bo realen. Koliko stane nas snažilka? Toliko. In toliko boš dobil tudi ti. Avto za oprati. Gremo avtopralnico, pogledaš cenik, 6 evrov približno pranje. A boš upravil avto, a ga boš tako dobro, ampak pazi, tako dobro, ki ga tam pere. Ne kar neki ga boš ti malo pošprical, daj mi 6 evrov. Se pravi, postavimo kriterij in plačamo to, kot je čiščenje v avtopralnici. Nič več in tudi nič manj. Da pravzaprav ugotovi, ker denar je tudi
bi rekel, merilo vrednosti, da ve, koliko je kakšna stvar vredna. Aha, ne vem, 2 uri sem tle na matru, avto bom prav in je tole vredno 6 evrov. Tole zdaj on zna povezati in kaj dobim za teh 6 evrov, bo šel verjetno, mu moramo dovoliti, da on zapravi teh 6 evrov. Aha, to je kot prva jih lekcija. sam želi. To je prva lekcija, Ja, se seveda. pravi, da najprej zapravi, šele potem... Ne, najprej zasluži kako. Vem, ampak, On je že upravil ampak avto. on zapravi, še preden ga učiš, da pa vsem bi bilo fino, da bi dal pa 1/10 mogoče še v A cerkev. tole je bila moja naslednja tema. Ne? Aha. To se pravi, tako učiš ga, ne? Aha. Pa mu govoriš o pripravi srca. Ne? Koliko je zdaj 6 evrov si zaslužil? Kam misliš, kam je prav, da gre ta denar? Pa bo vprašal, kaj je prav? Kdo bo prav, kaj je prav? Ja, lej, Bog prav, kaj je prav. In greš skozi te teme, ki se mi zdaj le pogovarjava. Bog želi 10 nazaj, koliko je 10, pa se začnete pogovarjati. Mogoče otrok še majhen, še ne pozna procentov, morda. Ne vem, v kateri fazi imaš otroke, morda najstnike, pa že vejo, kaj je procent. Ja, le 60 centov, ne? Ja, le tako le Bog pravi. Malo za slabe čase, koliko pa za slabe čase? Tudi 10%, le kar tako le nauč, 10%. Aha, 10 pa 10, do 100, koliko še manjka, 80, aha, 1,2, 4,8 pa zapraviš. Kar greš to računati, kar praktično. Super. Ja, to je za majhne otroke. Tako, ne mislim, le za majhne, pa tudi za velike, pravzaprav to učiš, ampak že majhne začneš. In mi sva dejala, tako najina praksa je bila, da smo majhnim otrokom in majhni so se šteli do majhnih. Niso bili več toliko majhni po višini, ampak tu smo imeli mi mejo srednje šole. Ne? Ja. Do srednje šole nekaj malega. Ne? Nekaj malega in te vse plačujemo mi pravzaprav. Ne? Zdaj vse ne. Tukaj ne, smo morali narediti ločnico, kaj je to zdaj vse, ker danes živimo v svetu, vse mi pripada. Ne, ti ne. Te pripada življenje, to, da dihaš, to je vse skrbdar. In da imaš streho nad glavo, da imaš za jesti, pa da lahko v šolo hodiš, pa vesel bo, da hodiš v šolo. Počitnice so pa že totalen luksus. Ja, seveda. Lahko levorček na vrtu je pač v okviru tega življenja, more pa totalen luksus. Se pravi, nekaj malega, ko pa pride srednja šola, so pa midva dajala znaten znesek. To bi bilo, zdaj midva nima več otrok, ki bi jih še tako na ta način redno finančno podpirala. Smo pa rekli, en znaten znesek, zdaj bi rekel tam okoli 90 evrov. Znesek, ki je dovolj, pa vendar ne preveč. To se pravi, ena taka meja, da ga še vabi v dodatno delo. Da ima premalo za ves luksus, ki si bi ga on umislil, je pa nekako dovolj za osnovne potrebe. Primer, kaj je treba zdaj kaj boš pa zdaj plačeval iz tega denarja, se pa treba tudi zmeniti. A je to sam bonus, ki ga zagonaš kamor češ, ali kaj boš iz tega zdaj plačeval? Rečeš, srednja šola, sva rekla, greš, tole dobiš in iz tega si moraš plačevati vso obleko, obutev, tvoj luksus, vse pice ali kamorkoli že hodiš, telefon, pravzaprav vse. Tudi vožnjo za mestni promet. En sin je pri nama hodil na gimnazijo Želimlje, pa so rekla, ok, ti si tukaj pa malo izjema, pot med Ljubljano in Želimljami ti pa plačamo. Drugi otroci so šolali v Ljubljani, karta mesečna iz tega. To se pravi poiskati to mejo med dovolj in preveč, ker je tudi v življenju prav, da jo iščemo. Dati to, da ga še vabi v delo, ker ni dovolj za vas luksus, in pa dovolj, da neko osnovo povsem pokrije. Kaj pa, če si on privošči potem več? Recimo, tudi to vprašanje bi ti še zastavila. Zelo večkrat se mi zdi, da je sploh v krščanskih krogih tako, češ kristjani moramo biti ponižni, ampak to ponižnost pol že kar zamenjujejo za revščino. Se pravi, moramo biti tudi revni, ne smemo imeti veliko denarja. Češ,
zakaj bomo mi zdaj tle zapravljali, ker moramo biti tako kot Jezus, ne, preprosti. In zdaj, če otrok tudi zapravi več, ne vem, si želi eno super jakno, neke znamke, ne navadne jakne, a ne, in potroši preveč. Ali pa ti kot kristjan, do kje je meja, koliko si pa vseeno lahko privoščimo v tem zapravljanju, koliko Bog želi, da pa reče, če si na nivoju otroka zdajle? Ja, ali pa lahko pa za odraslega. Ampak dajva najprej na nivoju otroka, ki so že tole začela. Najstnika recimo, ne? Velja. Jaz bi pa ti kavbojke stane 100 evrov, full dollar, lej. Ja. Še en mesec pa še malo šparov za njih, pa še kaj. Nekaj boš verjetno desetine, ali kje je tvoje srce, na vse koliko bo dajal, ne? Poveš mu za ta koncept in upustiš, da si pripravlja srce, se ga ne moreš tako nekako špikati v njegovo srce, da bo pripravljeno, ne? Nekaj prihrani in tako naprej. Ampak v okviru teh, ne vem, če sva rekla 90 evrov, jaz si kupuj kavbojke za 500 evrov, ni panike. Ampak boš 5 mesecev pa še malo šparov za njih. In mi smo imeli en sin je kupoval, ne vem, kitajske čevlje za 20 evrov, to bi se malo prešparal, pa se bojo še čevlje kupili. Nič hudega, pusti jih primer. A veš, je pa način, da ti lahko zaslužiš. Kako ne pa jaz zaslužim? Pa imamo en spisek del, avto je zapreti, tole je za narediti. Kaj pa če jaz petko dobim, jo bosta plačevala? Ne, nič. To je investicija v tvojo šolo, ne midva investirala v to in ne, bodi vesel. Nekatere spisek del, drugače imaš pa študentsko delo. Drugače pa pejt k moji mam, mogoče ima pa ona kakšna drva za zložiti. Ali pa kaj pa naj te pokliče, poišči si delo. Kaj pa zdaj ta otrok rata odrasel, postane odrasel in ima dobro službo. In seveda on še vedno bo mogoče hrepenel po teh kavbojkah, ki si rekel, ne, za 500 evrov. Samo da zdaj ne bo več kavbojke, bo že kaj drugega. Recimo, ja, ne. In bo njegovo srce mogoče vedno tako, želim velike stvari, kaj misliš, kje tle naš duh, mislim, kaj Sveto pismo, kako ti razločiš, kdaj pa Bog te želi ustaviti, ne, dovolj je, če imaš, ne vem, navadne hlače trenutno. Tudi, če imaš več, kdaj pa Bog reče ne, privošči si, bodi vesel kristjan tudi o tem, da ti jaz dam veliko in si lahko privoščiš. Ja. Sej, zato pa so procenti konc koncev, ne? Sej zato pa so procenti. In ni nič narobe s porabo. Nič ni narobe s porabljanjem denarja. Revščina je zlo. Revščine se ugibamo. Revščina ni svetost. Se dogodi, revščina je drugače zlo. In Bog ne želi, da smo revni. Včasih je nekdo reven, pa je dober po srcu, je božji človek, pa je reven. To pa je največjih, po mojem, skrivnosti za razumeti, ali pa tisto, da mi ne razumemo, zakaj Bog ne blagoslavlja božjega človeka. Verjeten je en namen. Ne? Ti ga zdaj še ne poznaš, ampak ker ti veš, da je Bog dober, ima dober načrt za tega človeka, ne? Ampak ga bo mogoče uresničil na drugačen način, tudi preko te revščine se bo razlila neka milost, kamor se mogoče ne bi. Ne vem, tako jaz nekako razmišljam. Drugače pa moramo iskati točko med dovolj in preveč. Kje je zdaj ta točka? Vse ti jo Bog ne zapove. On sam pravi, da ta točka je, ne? Da boste vedno imeli v vsega dovolj. Kako je pa to dovolj? Koliko je za mene dovolj dopusta? Koliko daleč naj grem, da bo dovolj dober dopust zame in za moj Facebook profil? Koliko je dovolj dober avto? Eni pravijo, kupi si tak avto, s katerim je tvoj ego še zadovoljen. Ampak ta ego zlepa ni zadovoljen, če bomo mi ta ego krepili, nikoli ne bo ta ego zadovoljen. Pohlep ni nikoli nasičen. Nikoli. Enega bogatega človeka so vprašali, koliko je pa dovolj denarja? Pa je rekel, $1 več. Kolikor imam zdaj, $1 več, kot imam zdaj, je dovolj. Pohlep je nenasiten, izhaja iz srca, česar polno je srce,
iz Svetega pisma. To usta govori, To, ja, kjer je tvoj zaklad. tam je tvoje srce. Ja, mi da to tudi na seminarju razlagamo. Lej, kupiš delnice, recimo od Krke, ne? Ja. In se ti srce malo preseli v Krko. Mečka, ne, se ne, da je to zdaj tam v proizvodnji leta tvoje srce, ampak vendarle pogledaš, koliko je pa zdaj delnica Krke vredna, kako bo kaj z dividendo letos, ali pa tako, ne. Tja se preseli. A je to kaj narobe? Nič. Če ni kompletno tvoje srce prenapolnjeno s tem letanjem po delnicah in po vsem tem. Da je tvoje srce v Bogu, malo je pa tudi v Krki, recimo. Ja. A so se razumeli? Sva, super, Aleš, res, meni se zdi, da si dobre stvari podal nam, tako take konkretne. Zdaj za konec, če kakšna zaključna misel, kaj, kar bi še izpostavil, da je še pomembno pri tej tematiki. Enostavno sprejeti, da je denar od Boga in se obnašati, študirati, pravzaprav brati, premišljati in iskati odgovore, božje odgovore na denar in na materialno. Ker če mi iščemo v tem svetu, nekako, če ti iščeš potrditev preko materialnega, nikoli ne bo. V tebi se umiri moje srce, Gospod. Tam umiri srce, denar, materialno, dobrine, pleasure, luksus ne bo umirilo srca. Ko se odločiš, da boš šel pot v smeri tega, da umiri tvoje srce nekaj materialnega, nekaj, kar se vidi, nekaj tazga, ne bo nikoli zadovoljno. Ampak se obrn pomeni spreobrn, mi pravimo, ne naredi. Spreobrnenje, da pomeni obrn se k Bogu in ga vpraša. Za začetek v molitvi, takole mi predlagamo, da je Gospod, pa se ti vidiš najino materialno situacijo. Ti vidiš v najini srci. Bolj kot midva vidva v najini srci. Da je Gospod, pred veliko finančno investicijo sva. Ali naj greva, ali naj ne greva. Pred povečanjem darovanja sva, Gospod, pa daj, koliko se tebi zdi, da imava, za koliko procentov imava pripravljeno srce. Kar tako po domače molta lepo pred Bogom. Se na Boga obračati, ja. Tudi v tem finančnem, mi pa pravimo, ne, finančno pa ni od Boga. Je. Glejte, zdaj ste imeli v družini intervju z Boscarolom. Ivo Boscarol. Legenda. Ja. Za 200 milijonov je prodal firmo, ki jo je zgradil svojo spretnostjo, z iznajdljivostjo, znanjem, s to zmožnostjo, da je privlekel vrhunske strokovnjake v Ajdovščino, v Vipavsko dolino. In kaj je naredil? 25 milijonov je prinesel na občino. Ja, mogoče bi mi rekel, kam drgam raj, pa je tudi dal za neke zvonove, slišam. Ampak, koliko pa je to? Ja, več kot 10%. Jo, ne mu lahko, ko je za to prodal podjetje. Ne, ni lahko. Koliko pa je takih primerkov v Sloveniji? Ja, ni, srce jim je pripravljeno. Enostavno, izjemno lep primer darovanske drže. Nekateri gredo v tej darovanski drži preko 10 in se jim obrne to na 90, od 10% pa živimo. To so pa ultra bogataši z ultra pripravljenim srcem. Ki jih bo blagoslavila. Tako, obilno si me blagoslovil, Gospod, dajem. In z denarjem lahko naredimo veliko dobrega. In pa veliko slabega. Zdaj se pa ti odloči. Kam bomo dali, ja. Ja, v molitvi, v pričakovanju milosti. Mislim, da si odlično zaključil, Aleš, to, da se vedno obračamo na Boga. Tako da nagovarjam tudi vas, drage gledalke in gledalci, da se vaše srce umiri v Bogu, tudi glede te teme financ in današnjega sveta, v katerem smo. Hvala, ker ste nas poslušali. Nasvidenje.